dobrodošli v nadaljevanju domačega nogometnega prvenstva. Po 11 tednih se nadaljuje Prva liga Telekom Slovenije, nasprotnika v domžalskem športnem parku pa sta ekipi z dna prvenstvene lestvice domače Radomlje in gostje iz Kidričevega, ekipa Aluminija. Izjemno pomembna bo uvodna tekma, torej za obe moštvi v boju za obstanek. Ja, tule pa napaka, priložnost za Radomljane, to da nazadnje popravljajo v obrambi. Kljub vsemu se nadaljuje akcija, udarec mimo gola branilcev domače ekipe in takole sedaj se obeta hiter protinapad Radomelj. Ja, dobro so ga zapeljali, Luka Cerar je dobro podal žogo na drugo stran v 11 minuti in tule predložek v kazenski prostor, udarec mimo gola. In spet domača ekipa, pa potem tudi udarec po nogi, ki ga sodnik ni sankcioniral, igra gre naprej, tule so domači v novi priložnosti, ali bo šlo za podajo, ne, za udarec proti vratom, še enkrat mimo. Galprinc je bil tam v obrambi, medtem pa še ena dolga podaja v napad. Spet so Radomljani pri žogi, udarec proti vratom in nekaj težav za vratarja. Nadaljevanje iz avta. Pri zagrebški Lokomotivi je sicer začel Panadič, o katerem je govora, svojo kariero. Tule dobro podajeno za ranjo pozicijo, ampak ponovno so nogometaši Radomelj zaustavili akcijo, morda malce bolj ofenzivni igralci Aluminija v tem začetku drugega polčasa in tule tudi udarec proti vratu. To bo torej prosti udarec v kazenski prostor, dobra žoga leti v kazenski prostor, strel in gol, 1-0. Aluminij je s prvim pravim napadom povedel. Visoka podaja v kazenski prostor in takole so bili preniski nogometaši Radomelj v obrambi. Kdo je bil strelec zadetka? Mislim, da Josip Zeba. Vrbanec bo podal v kazenski prostor, to je kapetan Aluminija. Dobra podaja v kazenski prostor, odbita žoga, pa še en udarec in gol! Še en zadetek, tokrat po odbiti žogi Mensa in skozi množico nog žoga tudi mimo vratarja Ivačiča. Aluminij je povedel v 71 minuti z 2-0 in verjetno dokončno zaprl tekmo. Stopa v konkurenco oziroma se ponovno pridružuje konkurenci za 8., morda 7. mesto in neposredni obstanek v prvoligaški konkurenci. Še en napad Tahiraj in še en zadetek. Takole Tahiraj pred vrata, ni bilo prepovedanega položaja. Ali vendarle, ja, takole je bil tam pred vrati desetica Matic, Vrbanec in zanesljivo zadev v polno. Gneča pred vrati, vratnica! Torej, visoka zmaga Aluminija s 3-0, Zeba v 58, Mensa v 71 in pa Vrbanec v 81 so bili strelci za Aluminij, ki ima tako 21 točk po 5 zmagi. Radomlje ob 15. porazu ostajajo pri 9 na zadnjem mestu, ogromna razlika je na dnu lestvice in morda tudi današnja tekma že nakazuje, kakšen bo obris dna lestvice na koncu sezone. Čestitke Aluminiju na zasluženi zmagi. Nogomet se igra za zadetke. Mi smo do 6. minute prevladovali na igrišču do tistega prvega zadetka, ki je padel po napaki v obrambi iz standardne situacije, iz prekinitve. Žal tiste priložnosti, ki smo imeli v prvem polcajtu, nismo iskoristili. Ponavadi je to v nogometu. Je tako, ko ne iskoriste svoje priložnosti, potem pa sledi kazen. Naravno, ne možemo biti potpuno zadovoljni sa prvim poluvremenom. Bila je velika nervoza kod mojih dečki i to se i vidjelo u samoj utakmici. U poluvremenu smo to korigirali i drugo poluvreme je bilo puno bolje.